No, jaz bom začel eno od mnogih šal o ekonomistih. Pravijo, prvi ekonomist je bil Krištof Kolumb. Ko je šel na pot, ni vedel, kam gre, ko je tja prišel, ni vedel, kje je, potvoj pa zadržavan denar. No, nekaj podobnega se je zdaj zgodil s tole krizo. Ekonomisti nismo vedeli, kam gremo, nismo vedeli, kje smo, pa tudi ne vemo, kako bomo ven prišli. Še zmeraj smo pa pri državnem denarju. Ostaja nam reševanje krize v Evropski uniji. V Evropski uniji pa več ali manj moramo vedeti, da v zdajšnjem času bo pač vsak reševal svojo kožo, ne glede na vse zakninjanje Baroza in podobnih stvari in podobnih ljudi. Več ali manj, kot se vidi, kar počne Francija, kar počne Nemčija, vsak rešuje na svoj način. Tako da spremembe, do katerih bo prišlo, jaz sem pripričan o tem, da je na nek način razdobje globalizacije se končalo za nekaj časa, da bo zdaj neko razdobje deglobalizacije ali pa lokalizacije, na kakšnem nivoju neko težko reči, ker se je tudi pač na kitajskem izvoz praktično tako zmanjšal za 20%, uvoz za 40% in postopoma se bodo gospodarstva začela zapirati. Kako bo šlo naprej, koliko časa bo kriza trajala, ne vem, kakšnih napovedi ne bi rad dajal, tudi takih, ki jih je preberem, ker enkrat so me obsodili, da sem napovedal, da bo Amerika bankrotirala junija letos. Jaz sem povedal, da sem to nekje prebral. Istočasno sem pa tudi rekel, da se mi ne zdi neverjetno, ker so Združene države Amerike nekaj podobnega že naredile leta 1971, ko so ukinile zamenljivost praktično prek noči ukinile zamenljivost dolarja za zlato. Kakšno družbo bi rad? Jaz menim, da je neka družba normalna, takšna, kjer imamo neko kombinacijo odločanja en evro, en glas in en človek, en glas. Kakšna je ta prava kombinacija, je pa pravzaprav zelo težko reči. To je odvisno od zgodovine posamezne družbe. Je pa treba seveda tudi po drugi strani reči, da tiste socialno-demokratske družbe, katere občeloval sem bil, ko še kot študent enostavno jo ni, tako bi rekel, da je izginila tam že nekje v 90-ih letih. Kakšna bo vrnitev, je pa tudi težko reči. Moja teorija je bila pred 20 leti razglašena, da je človek glavni produkcijski tvorc. Če je to, potem ne more biti to mezdni delavc, ampak mora biti solastnik in partner svojega podjetja. Zdaj, a to drži ali ne? Jaz vam spet povem, da drži. Pred 10 leti je profesor Prašnikar delal na vzorcu 150 firm analizo in je ugotovil, da so podjetja, ki jih je dober menedžment sprejel z delavci, najboljša od vseh lastnivnih podjetij. Zdaj, če politika bila poštena, bi rekla, zmotili smo se, vrnemo zaposlenim podjetja nazaj. Poglejte, v kaj so nas zdaj pripeljali. Praktično situacijo, ko bo en pojedinec, ki ne bo s svojim denarjem dobil podjetje, prodal recimo Mercator. Za mene je to dejanje tako uperjeno proti slovenskim nacionalnim interesom, proti naši eksistenci, tako nemoralno, da zagledati, do absurda je prišlo lastninjenje. In moje stališče, pred 5 leti sem predlagal, televizija to snemala, da ste samo objavili niso. Denacionalizacija, da se vrne podjetja nazaj. In zdaj vam povem, če hočemo se rešiti, potem je treba vrniti podjetja nazaj tistih, ki jih delajo. Po naši ustavi je zasebna lastnina nedotakljiva, je tako. Družbena podjetja niso bila čisto nič drugega kot posebna oblika zasebne lastnine, zato jih bilo treba podržavati. Gledajte deklaracijo Demosa. Podržavati je treba, ne? Rezultate imate pa zdaj tu. Katastrofa. Namesto, da bi šli z internimi delnicami naprej, dokapitalizirali kapital podjetij, povečali bi zdaj premoženje za 3 do 4 krat, rastli 8% letno, imeli 200.000 več otrok rojenih, polna zaposlenost. Poglejte, kaj smo prišli.